Ja, torej, hvala lepa, lep pozdrav vsem. Mogoče prvo v samo eno informacijo. Jaz bom poskušal nekako takšne delovne, dajmo reči tiskovne konference organizirati v bodoče malček bolj redno. Prej zaradi situacije to ni bilo možno, tudi imeli smo drugačno organizacijo na nivoju vlade, tako da bo lažje priti do kakšnih odgovorov, vprašanj ali česarkoli, kar verjamem, da je bilo do zdaj na nek način tudi otežkočeno, pa nenamerno. Zdaj, današnjo te prvo srečanje, kot je bilo napovedano, bi želel izkoristiti seveda zaradi teh različnih podatkov. Očitno se zadeva še ni umirila. Jaz lahko samo rečem, da seveda tu ni bilo nobenega skrivanja, prikrivanja, nobenih takšnih razlogov, kar boste videli tudi iz podatkov in iz tega, kar vam bomo povedali. Je pa morda zadeva aktualna do te mere, glede na to, da smo ponovno priča povečevanju števila okuženih. V zadnjih dneh, samo včeraj je bilo 8 novih, se pravi bojazen, o kateri smo sicer ves čas na nek način razpravljali, da obstaja neka možnost drugega vala, v resnici obstaja. In jaz mislim, da smo po relativno ugodnem poteku, kjer smo kljub vsemu, pa kljub vsem kritikam bili dokaj uspešna država pri obvladovanju te epidemije v prvem valu, kljub vsemu seveda zdaj prišli do trenutka, ko že razpravljamo o povečanem številu okuženih in seveda to, kar opažam jaz zunaj v mojem kraju, ki je bolj turističen, sicer tudi Ljubljana je, da smo zelo hitro na nek način že pozabili, da se moramo določenih pravil držati. In to je tista nevarnost, ki lahko vodi v ta drugi val. Če smo bili ob prvem valu, ob začetku epidemije bistveno bolj zaskrbljeni, ker v resnici bolezni nismo poznali, danes jo nekoliko boljše, čeprav še vedno ne v celoti. Predvsem pa smo se bali takrat scenarijev držav, ki so seveda potegnile krajši konec in ki so prepozno začele z ukrepi. In seveda po tistih scenarijih bi nas v resnici lahko skrbelo, če bi tudi naša država šla po tistih stopinjah, in začetek je bil seveda enak. Eksponencialna rast števila okuženih, ki bi hitro privedla do kolapsa zdravstvenega sistema, do večjega števila žrtev in tako naprej, da ne ponavljam tega, kar smo že govorili in kar že vemo. In od tod seveda skrb, kaj bomo naredili. In danes, kaj je boljše in kaj je lažje. Kot rečeno, na nek način poznamo obnašanje bolezni, na drugi strani smo v prvem valu, v času epidemije, uspeli, lahko rečem, kar reorganizirati zdravstveni sistem in ga prilagoditi obdobju epidemije, se pravi sam način delovanja, funkcioniranja, ker en ključnih problemov, ki se je dogajal v vseh teh državah, kjer je bilo tudi bistveno večje število žrtev, je bil, da je prišlo do zloma zdravstvenega sistema, da enostavno ni uspel obravnavati zadostnega števila teh bolnikov s COVID-19, ki so potrebovali bodisi samo hospitalno ali pa celo intenzivno bolnišnično zdravljenje. Druga stvar, ki je boljša, poleg se pravi tega, je pa, da danes razpolagamo seveda z bistveno večjo količino varovalne opreme, se pravi je sicer po posameznih zavodih še v fazah dobave, ampak kljub vsemu mislim, da nas ne bo doletelo, da bi prišli v takšno stisko, kot smo v začetku epidemije oziroma prvega vala, da ne bi imeli praktično česa vzeti v roke. In druga pomembna stvar je to, zaradi česar smo tudi rekli, da razčistimo podatke, seveda to število respiratorjev, ki je namenjeno COVID bolnikom. Vi ste bili seveda priča res različnim podatkom, ki so se pojavljali in v medijih in na različnih naslovih.
Obrazložitev je dokaj enostavna, s tem, da moram reči, da v začetku tudi meni ni bila prav hudo jasna, o čemu govorimo. Jaz sem že na hearingu v Državnem zboru pred imenovanjem za ministra omenjal številko 168 respiratorjev za COVID bolnike, ki sem jo pač dobil. Zdaj boste dobili tudi obrazložitev, od kje je ta številka. Izhaja še iz prejšnje vlade, iz obdobja, ko se je že na nek način pripravljalo ali pa balo, da bo prišlo do te epidemije. In podatki so pač bili takrat to javno zagotovljeni strani odgovornih oseb v zdravstvu. O tem bo malo več povedal, kako je v štartu, tudi še v prejšnji vladi, kjer je sodeloval tudi gospod Čander, povedal par besed. Dejstvo je bilo, da smo bazirali ob začetku epidemije na tem podatku, da imamo na razpolago 168 respiratorjev, ki so primerni za zdravljenje COVID bolnikov. Na drugi strani seveda je bil podatek pomemben na osnovi preračuna dogajanja v drugih državah, seveda preračunano na našo populacijo, da bi mi v primeru slabšega scenarija potrebovali okrog 400 respiratorjev za COVID bolnike. In zato seveda je bila tudi sprejeta odločitev, da bojo potrebne nabave pač večjega dodatnega števila respiratorjev, kar je potekalo pač po postopkih, o katerih je bilo že veliko govora, preko blagovnih rezerv in tako naprej. To ne bi zdaj v to se spuščal, boste rajš polke vprašali, če boste želeli. Potem pa v nadaljevanju, kako je delo potekalo glede samih respiratorjev. To bo sicer malo več tudi profesor Noč povedal. Mi smo zaradi vseh zaščitnih varovalne opreme dnevno telefonsko zbirali podatke vseh izvajalcev o določenih stvareh, se pravi od števila COVID bolnikov, prostih zmogljivosti, števila intenzivnih postelj, ki so na razpolago, in seveda tudi števila respiratorjev, ki so na razpolago za COVID bolnike. In tu so seveda že prva razlika v podatkih. Namreč, ko delaš telefonsko anketo, je odvisno kaj od tega, ki ga sprašuješ, spravi od bolnišnic predvsem, kaj želiš, kater podatek želiš. In naš podatek je bil vedno, želimo vedeti, koliko respiratorjev imate za COVID bolnike. Meni je dokaj irelevanten ali pa nepomemben podatek v danem trenutku bil, koliko je pa vseh aparatov na razpolago v Sloveniji. Namreč treba je vedeti, da COVID bolnik, če rabi respirator, ga rabi za daljše obdobje. In za daljše obdobje pač enostavno vsi niso primerni. Sem ne sodijo transportni, ne sodijo otroški, ne sodijo, ne vem, aparati, ki so montirani v operacijskih dvoranah ali pa tisti, ki so eventualno v urgentnih centrih stacionirani. Poleg tega, da jih lahko rabijo seveda tudi drugi bolniki, ki so kljub COVID-u še vedno prisotni, so to aparati, ki imajo pač specifično uporabo. Se pravi, iskalo se je vedno podatek o aparatih, ki so na razpolago za COVID bolnike. In to na osnovi ustnih anket, in o tem bo tudi profesor Noč povedal, ker je tudi sam na podoben način spraševal kolege, predvsem po intenzivnih enotah, kjer ti COVID bolniki, če to zdravljenje potrebujejo, seveda tudi končajo. Mi smo zmogljivosti skušali povečevati z nekimi polintenzivnimi posteljami, glede na to, da je Slovenija država, ki ima izredno majhno število intenzivnih postelj, to je skupno 257. Primerljive države, jaz mislim, da jih imajo trikrat več, približno na to število prebivalcev. In smo tudi zato morali zagotavljati seveda neke dodatne zmogljivosti. Potem pa zdaj, ker so se začela v bistvu vprašanja o številu in predvsem pa tudi, lahko rečem, kar zelo namerne interpretacije, da smo mi bodisi potvarjali rezultate, goljufali ali ne vem kaj delali z namenom verjetno, da bi kupovali več, kot je potrebno, pa nekomu s tem uslugo delali, kar lahko seveda mirno zanikam.
Smo pa vseeno zdaj naročili ob koncu te epidemije dejansko sliko stanja. Zdaj, po eni strani morate vedeti, da nažalost, verjetno bi bilo dobro, da bi to ministrstvo tudi imelo za celotno opremo slovenskih bolnišnic, kaj imamo na razpolago, koliko je ultrazvokov, rentgenov in tako naprej. S tem podatkom, če jih ne zahtevamo posebej od zdravstvenih ustanov, pač žal ne razpolagamo. Ampak se odločajo sveti zavodov, uprave in vsi, ko se gre v nabavo za določeno aparaturo. Zato smo tudi zdaj mi za te podatke, za respiratorje pač zahtevali od javnih zdravstvenih zavodov, da jih dobimo točno po dnevu dobave, starost aparatov, koliko jih je bilo nabavljenih, koliko so jih sami, na kakšen način in tako naprej. Zato danes imamo seveda prečiščene podatke, kakšna je situacija glede tega. Ne samo za COVID bolnike, ampak za vse bolnike. Oziroma za vse potrebe, še enkrat od transportnih, otroških, montiranih na različnih koncih in tako naprej. Spravi, zdaj končna številka, ki jo imamo na dan 16.6. je v Sloveniji 680 respiratorjev. Od tega jih je za COVID-19 primernih 439. Spravi, to je približno tudi tista ocena, kjer smo rekli, da bi ob slabem scenariju bilo potrebnih za COVID bolnike. Skupno je bilo nabavljenih v tem obdobju, se pravi od marca do 16.6., govorim preko blagovnih rezerv in posamezne bolnišnice, UKC jih je nekaj nabavljal, mislim, imamo tudi podatke, koliko in kaj, ampak skupno je bilo nabavljenih 185 respiratorjev. In to so številke in ko pogledamo za nazaj, še za 13.3., to je podatek pač, ki je iz teh sedanjih poizvedovanj prišel, je bilo takrat v vseh, spet govorim, 495 v marcu, v začetku marca letos, se pravi pred epidemijo. Od tega, kot rečeno, po izjavah konkretnih oseb, ko vam bo predstavljeno, 168 primernih za COVID bolnike. To so zdaj številke, ki stojijo, ki jih imamo in za katerimi se pač, ki se jih da zagovarjati. Je bila pa pot seveda do teh številk relativno dolga, predvsem pa zato, ker smo ves čas, vsaj od štarta epidemije in v tem času spremljali dejansko podatke o tistih, ki so na razpolago za COVID bolnike, ne pa tistih, ki so za vse druge namene še namenjeni in primerni. Tako da je toliko za začetek z moje strani. Zdaj bi glede samega postopka, predvsem kako smo prišli do teh prvih 168 in kaj se je počelo ob koncu dela prejšnje vlade in v začetku te, bi prosil gospoda Čandra, ki je bil ves čas zraven, pa tudi potem v tej medresorski komisiji, ki je sodelovala pri nabavah, zato te postopke pač pozna, na kakšen način so potekali in kje je bilo tudi mesto in vloga Ministrstva za zdravje. Tako da, bi te prosil, Darko, če lahko, da se zamenjava, ne vem. Ja, boljše je, mogoče. Hvala za besedo, gospod minister. V glavnem, v mesecu februarja, začetku februarja se je začelo z bolnišnicami zelo intenzivno pripravljati na obvladovanje okužbe z COVID-19. V ta namen smo imeli, urejenih kar nekaj sestankov z vodstvi bolnišnic in sicer ti sestanki so potekali od konca februarja in do 12. marca trikrat. Moram pa reči, da smo že v začetku februarja vse bolnišnice naprosili, da nam posreduje podatke, predvsem, kdo so tiste kontaktne odgovorne osebe, ki bodo izvajali določene naloge v smislu obvladovanja epidemije, kakšno imajo, število, kadrovskih resursov, predvsem, da se je zanimalo tudi posteljne zmogljivosti in pa seveda s tem povezano z intenzivno zdravljenje tudi število ventilatorjev. Smo izvedli sestanek 25.2. Smo imeli tukaj, čisto vseh predstavnikov 26 bolnišnic, ker smo sicer ugotovili, da
je sistem zdravstva na nek način dobro pripravljen. Takrat, tako je že minister uvodoma povedal, nismo še imeli vseh konkretnih podatkov, ni bil znan, bom rekel, obseg, je pa bilo veliko narejeno na takovani reorganizaciji samega zdravstvenega sistema. Tu gre predvsem za, bom rekel, zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti, saj obravnava infekcijskega bolnika je nekoliko drugačna kot obravnava drugih bolnikov in seveda mora biti tudi za to ustrezni, rekel, prostori. Največji izziv seveda je bilo po podatkih, ki smo jih takrat sproti dobivali iz sveta in pa tudi iz sosednje Italije, seveda intenzivno zdravljenje teh bolnikov, na kakšen način, z koliki sredstvi. In tukaj so seveda tudi že od tistega začetka, omenjenega začetka februarja, zahtevali tudi podatke o številu razpoložljivih resursov, predvsem koliko ventilatorjev bi bilo možno nameniti za zdravljenje. Mi smo skozi dobivali podatke od bolnišnic, ki pa moram reči, da so v tisti prvi zbirnikov, ki smo ga sestavili, so se metodološko zelo razlikovali, kar bo kasneje tudi strokovno pojasnjeno. Predvsem je šlo za to, da se je mešalo tako ventilator intenzivnih terapijah kot anestezijske aparate v operacijskih dvoranah, ki bi v primeru potrebe lahko bili tudi uporabni za zdravljenje. Zato smo v obdobju med 25.2. in pa 12.3. naredili intenzivne ankete, se pravi vsako vodstvo bolnišnice, strokovnega direktora praviloma se je poklicalo in takrat smo dobili, rekel, eno končno oceno, koliko dejansko ventilatorov bi lahko bilo namenjeno za zdravljenje bolnikov s COVID. Prej je že bilo tudi poudarjeno, nas takrat, bom rekel, ni zanimala skupna cena ventilatorja, ker enostavno se zavedamo dejstva, da ventilatorje bolnišnice nimajo na zalogo. Ventilatorji se več ali manj v neki stalnem, rekel, ciklusu uporabe, zato smo nekako poskušali na osnovi vseh predikcij in tudi na, rekel, podlagi planiranega zmanjševanja rednega dela v zdravstvu dobiti vsaj neki osnovni podatek, nek osnovni gabarit, koliko je pa tista številka, ki je seveda bi kasneje služila tudi za tem, za oceno potreb za dodatne nabave. Mi smo takrat dobili od strokovnih direktorjev številke in sicer, da bi lahko za zdravljenje s COVID bolniki uporabili 138 takovih stacionarnih ventilatorjev in 30 prenosnih ventilatorjev. Mi smo s to številko seveda takrat tudi v javnosti komunicirali, ampak še enkrat eksplicitno poudarjam, to je bilo samo za namen zdravljenja bolnikov s COVID. S tem, da moramo tudi pojasniti, da teh 130 številka ventilatorjev pomeni za zdravljenje v intenzivnih notah, prenosni ventilatorji se večinoma pa uporabljajo za razne transporte bolnikov na diagnostiko. Takrat smo tudi imeli, rekel, določene bolnišnice, ki bodo zdravili COVID bolnika, kar pomeni, da se je ocenjevalo, da bo tudi nekaj takovanih sekundarnih premestitev med bolnišnicami in temu služijo potem takovani prenosni ventilatorji. Moram reči, da so nas tudi bolnišnice, ko smo izvedli 5.3. sestanek, kjer smo usklajevali tudi zadnji način zdravljenja, se pravi, kje se bodo zdravili prvi bolniki, na kakšen način bomo odpirali ostale bolnišnice, so nas pa tudi jasno opozorili, da ta številka, ki jo imamo, katero smo govorimo o teh 168 ventilatorji, ni nujno, da bodo v danem trenutku vsi prosti. Zaradi tega, ker je enostavno nemogoče vnaprej navedeti, kakšne bodo ostale potrebe. Naj samo omenim, da izkušnjo z ventilatorji imamo tudi iz preteklosti. Zelo enostaven primer, recimo imate eno veliko nesrečo, ki vam lahko v enem trenutku zasede veliko število ventilatorjev zaradi recimo obravnave večjega števila poškodovancev ali obolelih. Tako da tukaj je dejansko smo imeli to prvo številko, tudi, bom rekel, po vseh bolnišnicah jasno spisane podatke, tudi z takovanim, tako sem že omenil, postelnimi zmogljivosti, se pravi, koliko izolacijskih sob je na razpolago, na kakšen način se bodo neke bolnišnice reorganizirale. Verjetno ste sami tudi spremljali, da so v določenih primerih se naredili praktično celotni oddelki, ki so bili namenjeni za zdravljenje COVID bolnikov. Bolnišnice so se pa tudi odpirali oziroma so se aktivirali za zdravljenje teh bolnikov v skladu z samimi potrebami. Tako da to je mogoče za uvod, pa kaj je potrebno še jasnega. Še profesor Noč, ki je pač koordinator, član strokovne skupine, predvsem pa tudi koordinator za enote za intenzivno terapijo in je tudi on osebno sam zbiral podatke, pa bo povedal. Pozdravljeni. Skratka, jaz sem bil 14. marca povabljen strani dr. Bejovićeve v svetovalno skupino in moje področje je bilo koordinacija intenzivnih enot, kot je poudaril minister.
No, prva naloga je bila, da smo še enkrat prešteli vse intenzivne postelje za odrasle bolnike v Sloveniji in na osnovi tega smo tudi naredili strategijo COVID bolnišnic skupaj z intenzivnimi enotami prve linije, druge linije in tretje linije, kar se je izkazalo kot zelo dobra strategija, saj smo COVID bolnike uspeli centralizirati v 4 slovenske bolnišnice in tudi intenzivne enote. Seveda, intenzivna enota, za tiste, ki ne veste, kako izgleda, intenzivna enota je primerna postelja, je respirator, je monitor, so infuzijske črpalke in predvsem izobraženo osebje, kar velja tako za medicinske sestre kot za zdravnike. No, vsekakor respirator je pomemben del intenzivne enote in seveda že isti dan sem bil seznanjen tudi s to številko 168 in isti dan so se začeli tudi klici različnih strani glede možnosti, glede ponudb posameznih respiratorjev. In skratka, to je že drugi dan postalo povsem neobvladljivo, tako da sem jaz potem že 15. marca poslal strokovne zahteve, mislim, da na prošnjo gospoda Cantarutija, na blagovne rezerve, tako v slovenščini kot angleščini, na osnovi katere bi se lahko presejali različne ponudbe. No, potem, da bi lažje ocenili strokovne te ponudbe, sem potem nekako sklical ad hoc komisijo, dr. Knafel, dr. Gradišek, skratka moji sodelavci z kliničnega centra, ki so res vodilni na področju umetnega predihavanja in respiratorjev v Sloveniji. In seveda mi smo dobivali ponudbe in ta komisija je praktično v 1 uri odgovarjala glede primernosti določenega respiratorja, govorim samo o strokovni primernosti določenega respiratorja. Teh ponudb mislim, da je prišlo skupaj 109, mislim, da strokovno ustrezni pa je bilo 13. No, kar se tiče strokovne ustreznosti, večkrat je bil omenjen respirator primeren za COVID bolnike. Kar se tega tiče, ni tukaj neke specifike, ampak to je respirator, ki je, bom rekel, standard of care v današnjih intenzivnih enotah. Nikakor pa seveda ni primeren, kot je bilo že omenjeno, transportni respirator, niso primerni respiratorji v operacijskih dvoranah, niso seveda primeri otroški respiratorji, niso primerni tudi respiratorji, ki omogočajo samo neinvazivno, tako imenovano neinvazivno predihavanje. Skratka, gre za točen tip respiratorja, ki je primeren za intenzivne enote in lahko na njem ventiliramo nekoga, ki ima pnevmokokno pljučnico ali COVID, vendar ne moramo pa recimo takih bolnikov vsaj dalj časa ventilirati na transportnih respiratorjih in ostalih respiratorjih, ki sem jih omenil. In to bi bilo tisto, bom rekel, v skrajni sili, ko ničesar več nimaš, pač potem bi prišlo vsaj začasno to upoštevati. No, skratka, potem zahvaljujoč se ukrepom, pravočasnim ukrepom, moram reči, da je tukaj šlo za dneve, je bila Slovenija nekako, je bilo Sloveniji prihranjen scenarij, kot je bil recimo v Bergamu, in dejansko te naše zdravstvene kapacitete so zadoščale, da ni bilo preobremenitve, zato je tudi to bilo glavno pri tem, da je bil izhod teh bolnikov, teh, ki so bili zdravljeni v bolnišnici, v primerjavi s podatki v tujini med najboljšimi. Skratka, ni bilo tiste preobremenitve zdravstvenega sistema, ki bi vse skupaj ustavljal. No, potem, ko smo mi videli, da dejansko se krivulja epidemije, krivulja zasedenosti intenzivnih enot obrača nekje navzdol, da je tako po domače povedano najhujše že za nami. Seveda potem smo tudi analizirali ponovno, kakšne so naše potrebe po respiratorjih v tej fazi, ker morate vedeti, v tisti prvi fazi se ni vedeli, kaj bo. Poleg tega se tudi ni vedeli, kaj bo od respiratorjev prišlo, kaj ne bo prišlo, kaj je dopavljivo, kaj ne. Vendar zdaj smo bili pa
bom rekel, v drugi polovici aprila v fazi, ko smo imeli, bom rekel, potek epidemije v rokah in smo potem ponovno analizirali stanje, kar se tiče respiratorjev po Sloveniji in potem prišli do številk, ki jih je omenil minister. In na osnovi tega smo takrat tudi ocenili, da strokovno gledano, da lahko, bom rekel, 130 respiratorjev podjetja Gene Planet, ki so bili sicer že naročeni, lahko odpovemo, da jih pač podjetje proda na drugih tržiščih, kjer verjetno so bile potrebe pa še bistveno večje. Skratka, hočem reči, da nekako se je vedno tukaj gledal številke, vedno se je gledal potek epidemije. Mislim, da če želite, vam tudi jaz lahko dam točno graf zasedenosti intenzivnih enot, koliko je bilo postelj na razpolago, koliko bolnikov se je vsak dan zdravil in seveda skupaj z skupnim številom intenzivnih postelj in respiratorjev. Tako da seveda te zmede v številkah tudi meni niso šle skupaj, tako kot ministru, ne pa gospodu Čanderju. No in potem smo seveda vse to presejali in moje osebno mnenje je, da pač je ta zmeda posledica tega, da je nekdo štel zraven še transportne respiratorje, nekdo še otroške respiratorje, nekdo še respiratorje v operacijskih dvoranah, urgentnih centrih. Skratka, tiste, za katere sem že na začetku rekel, da za te COVID bolnike nekako niso primerni in tukaj se dejansko pridružujem tudi predlogu ministra in upam, da boste to uspeli v tem mandatu speljati, da se dejansko za Slovenijo, za vse te aparature naredi nek register, kjer bo v vsakem trenutku jasno, koliko imamo ultrazvokov, koliko imamo respiratorjev, koliko imamo takih in drugačnih aparatov in potem ne bomo prihajali v razna neskladja, kar se tiče posameznih številk. Toliko z moje strani. Okay. Zdaj, jaz sem vam nekaj tabel dal, ne? Da vidite res z imeni in priimki, na kakšen način se je to delalo. Recimo imate kot en vzorc, ne vem, na presečni dan 31.3. Kdo je dajal podatke, to je to, kar smo mi dnevno klicali in ponovno, koliko jih je na razpolago. Se pravi, 30. ali pa 28. je bil lahko podatek drug, tudi odvisno od zasedenosti posameznega aparata. Zdaj seveda, če daš to tabelo ven, jasno zadeve izpadajo zelo neresno, da govorimo pač različne stvari. Je pa dejstvo, da so podatki bili pač na osnovi vprašanja in rednega spremljanja, kaj sploh imamo, če se nam bo karkoli dogajalo vsak dan. Predvsem bil pa namen teh podatkov ne samo zaradi respiratorjev, ampak vsaj v štartu, ko smo to spremljali, koliko zaščitne opreme potrebuje posamezen zavod glede na število teh bolnikov, glede na to, da je bilo premalo in v intenzivnih recimo drugačen režim, drugačna oprema, bolj zahtevna kot pa morda na oddelku ali pa izven. Zato smo to pač dnevno delali za bolnišnice in s pomočjo Ministrstva za delo tudi za domove za starejše. Ampak dobro, to nima veze pa z respiratorji. Toliko mogoče, zdaj pa vaše vprašanje.